Evo, moram narediti en walk around avta po CDC-ju, da se vidi, kaj je škode, kaj ni škode, ker je avto kar precej fasal. Upam, da ne bomo tako nadaljevali sezono, da vsak vikend avto razturamo v prafaktorje. Drugače pa prikolica je pod avtom, zato ker sem ga raztovoril kar s prikolice direkt na lift, da mi sosedje ne pizdolirajo, zakaj ob 2 zjutraj raztovarjam avto. Muzika špila, prikolica je zunaj. Avto je na liftu, pa bom šel najprej estetski džir, pol pa dvignemo avto, pa pogledamo še mehanske poškodbe, ne. Jaz sem uspešno zaril v gume na treningu. Tako da sem zlomil lip, pa odbijač je počel v 2 kosa. Tako da to moram malo poravnati, pa dodati kakšno vezico in bo še ok za par dogodkov. Nekak je fasal žmigavec gumo, s tem, da je po celem avtu polno gume. Pa tale komadič, ki popravi to linijo od odbijača do blatnika, je tukaj poškodovan. Mogo bi pa zgleda tako zgleda tukaj, da je ta linija kompletna. Odbijač trenutno ni dan čisto gor, tako da mu oprostite slab fitment. Ko sem jaz ruknil gume, sem ruknil tudi blatnik in to je blatnik zapognilo gor. Tako da zdaj tu not en kup gume, ki se je pač nabirala tekom dneva, ne. Tako. Je se nabralo gume, definitivno. Pol se pa čudimo, zakaj avto ne gre, a tu imamo 2 kg gume s sabo. V tem koloteku je neko sumljivo olje, k temu pridemo kmalu. Vrata so, kakršna so bila. Ta bok je fasal, ima novo razpoko, pa malo ga je požrlo kolo, ker je nekoliko zvilo te nosilce. V koloteku se pa nabira ono tepihi gume. To je standard za drift tekmovanja. Če pa dobro poznaš avto, točno veš, kje se nabira guma in pri meni se nabira tudi tukaj. Diferencial je skozi svoj odušek uspel zmetati kar nekaj olja ven, tako da bom dodal v to cevko tu nekje spiralo, zato da ne tiši toliko olja po cevki iz oduška tako visoko. Pa lahko vidite, da je tu, ne vem, 60-70 cm višinske razlike, pa še vedno pride olje do vrha oduška. Inštalacijo treba spet ponovno pritrditi. Fali traverza od odbijača in zadnji odbijač. Na tej strani fali luč, pa tudi ta del pleha je poškodovan, tokrat malo bolj in sicer tudi tukaj je kinkan bok. Kaj se je zgodilo z avtom? Ja, zaletavamo se day 2, ne. Se zgodi, kar veš. To ni nič tragičnega, to malo poravnal, nova luč, overfender se vrača, ki ima samo mini razpoko in to je to. Tudi na tej strani se nabirajo tepihi gume, tu spodaj je še več. Ostalo je pa estetsko ok na avtu. Ta bok je zgubil vogal, dobil je kar oren udarec, pa je v bistvu dosti v redu preživel, ne. Sem se pa odločil, da bom naredil revizijo teh spodnjih nosilcev. Zato, ker je fora v tem, da to je vse pod koti, zato da se lahko premakne ob udarcu. In zdaj vedno zapelje te nosilce overfendera naprej in ga hoče odlomiti, pa zapelje ga v kolo. Tako da bom ta 2 nosilčka odrezal, pa jih bom naredil vsem gor. Da je vse to bolj fleksibilno in da je nosilec odbijača, tu prideta 2 vezici, neodvisen od nosilcev overfenderja. Trenutno je pač tak, ne, to pomeni, da je vse v enem fiksirano. In tudi tu je prišlo do udarca in se skupaj zapeljalo malo na not, mogoče malo naprej in je tu požrlo blatnik. Poleg tega, da sem se s to felno naslonil na Adria, ne, in je zdaj v bistvu malo počohana, pa malo črna, ampak večina tega bo šlo dol z nitrotom pa s čistilom. Ena od stvari, nad katerimi sem noro navdušen, je trenutni setup sprednjega vzmetenja. Stabilizator je na oni strani odklopljen, tako da furamo low-kit direkt iz šopa s podaljšanimi 36 rokami, ki bi kmalu mogle biti proizvodnja verzija, in navadnimi E36 končniki
z BCG vindami. Top mi je pa to, da po celi gumi vidim take vzorce, tako na zunanjem kot na notranjem robu, pa tudi po sredini. In obraba gume je od notranjega do zunanjega roba enaka, kar je zelo redko pri drift avtih. To se vidi tudi tukaj. Zmotamo kontra. Ne, tudi tu so te mrvice vidne po celi širini gume. To pomeni, da je guma zelo enakomerno obremenjena. Mogoče sem šel v analizo s kakimi fotkami in to pomeni, da to gumo mi dosti optimalno izkoriščamo spredaj. Tudi temperature, ki sem jih na hitro zmeril, so dosti enakomerne na 3 točkah po širini gume. Zadnje gume, obraba je popolnoma enakomerna po celi širini. Na levi sta na obeh straneh približno enaki komadi tega stranskega profila, desna pa se vidi, da smo že prišli do platna po robu tukaj in tukaj. Moram vzeti nazaj, ni popolnoma enakomerna obraba, ampak do takšne obrabe pride, ko pač voziš nizke pritiske. To so pritiski, ki so nižji, kot bi bili idealni za to gumo ob tej obremenitvi, torej ob tej kilaži, ki pritiska na njo. Zato, ker so nekoliko bolj obremenjeni ti deli gume, ko pa sama sredica. In ta del je valjda bolj obremenjen, ker je nad bočnico, ki podpira celo karkaso gume, ki je pač pod profilom in drži gumi obliko. Nizke pritiske mi vozimo predvsem zato, da se točka stika s tlemi razširi v tej smeri, tako manj točkovno pregrevamo gumo in dobimo več oprijema. Tako da je slabša lateralna obremenitev zanemarljiva napram boljši longitudinalni obremenitvi. Zdaj pa desna guma je bolj obrabljena kot leva, čeprav sta one dve začele življenje kot enako obrabljeni gumi, ne, oziroma novi. Tisti, ko malo več veste o setupu, vam pa dam en cookie, da razmislite, zakaj je to tako. Sem se pa danes odločil tudi, da spustim ujetnike izpod tega zadnjega panela. Ta panel je na vrata našraufan. Tukaj ga pa ob maksimalni kompresiji že riba kolo, ne, ker kolo pride dobesedno do tega pleha, tako da se tu malo dotakne in vrat in tega panela. In vem, da je tu spodaj polno svinjarije, ali pa vse nekaj, tako da jo bom zdaj spustil ven. To je to. Ni bilo prehudo, je pa majhen weight reduction. Evo, večina svinjarije je padlo dol, zdaj pa dvignil avto, pa pogledal, kaj vse se je zgodilo izpuhu poleg tega. Ob udarcu v gume je auspuh prestavljal na to stran. Ako ovo zvuče, bit će krasni bodovi na kraju, jako blizu guma, opet za malo. Krivišali i za malo, kakva šteta. Pa ipak sem mislil dati lonec na sredo, pa aluci do konca. Pa gremo ne dol, samo k meni. Ja, ali kar gremo dokaj gre. Zdaj malo, ok, dovolj malo. Zdaj pa samo, ajde koliko je x-time stisnil. Tu je malo stopil odušek od baterije. Tu ga samo odrezal, pa bo kul. Malo je čohal po tleh. Valjda je poškodovalo ta sredinski nosilec, mislim, da izpulilo ta vijak, zmečkalo X-pipe in to kar konkretno. In odtrgalo to flexi cev, kjer je pol malo zažgalo karoserijo, ampak ni dobene panike, ker znotraj ni zažgalo barve, tukaj samo malo spucam, to pa na novo pofarbam. Žico so posodili pri Iliči iz Srbije. In Žugi je pol kar mojstersko to zavezal skupaj čez ta V-band in tako da je pol še vedno večina auspuha pihalo not in skozi.
Na ta način smo uspeli malo utišati avto, da je bilo dejansko vozno, pa pač, da smo bili dovolj tihi, da so nam pustili dalje nadaljevati vožnjo, ne, ker je od letošnjega leta na CDC-ju limit glasnosti. Evo, tu se vidi odklopljen stabilizator, ta špruštanga je pa zvita od Rukerja z Adrijem. To je treba zamenjati, zato ker je ni pametno ravnati, če je zvita na področju navojev. Špruštange imajo drugače šibko točko tu zadaj za tole odebelitvijo in če se zvije tam, je načeloma lahko poravnaš. Če se pa zvije tu, je pa dosti bolj pametno, da jo zamenjaš. To olje prihaja iz catchcana, ki ga je Jaka vgradil zadaj za ta pleh, da bi preprečili to, da motor preko oduška vleče olje v sesalni kolektor in pol to olje v bistvu teče tu dol po šasiji. Danes gre stabilizator dol z avta, to bom spucal, menjati moram gobico, ker je kar nekaj olja v njej. Razen tega masti tale fitting, zaenkrat ne zgleda kritično. Koliko sem pošlatal avto na hitro, ni nič kaj lufta v vzmetenju. Vse, kar me čaka pred naslednjim dogodkom na Češkem, je to, da naredim komplet nov izpuh. Evo, da v ta video vključim še malo razmišljanja okoli izpuha. To je stari izpuh, ki je v bistvu potekal od konca izpušnih kolektorjev pa do konca avta, ne. Zato je on kar dolg. Najšibkejši člen je bil tukaj X-pipe, ki je pač iz štancenega jekla. Zato se je tudi zmečkal ob krešu. Ko smo pa mi auspuh poskušali poravnati, smo pa vtrgali ta flex-pipe. Tukaj sem odrezal v band prirobnico, ki sem jo uporabil na novem. To je pa testna lambda, mislim, v bistvu je samo matica, v katero bi šla testna lambda, če bi hodili recimo na Dyno testirati avto, da bi lahko sproti spremljali air fuel ratio na valjih za neko wideband sondo, ker serijske sonde nimajo tako dobrega latencija in ne moreš tako hitro brati air fuel ratio. Zadnji lonec je od firme Arlos, to je drugače Kitajc, ampak je uspel zgoreti v svoji življenjski dobi na tem avtu. Tako da je voto. Zdaj, da dam hitro primerjavo, to je voto lonec, to je pa novi lonec, tudi poljaški, pač poceni varianta, on je pa še vedno poln. V glavnem, pri izpušnih kolektorjih se izpuh začne najprej z V-bendi. V-bendi so takšne objemke, ki so v bistvu samo na eno matico in na ta način lahko zelo hitro odstraniš izpuh iz avta, ker samo s pištolo odstreliš te dve matici in izpuh spredaj pade dol. Obe flex cevi sta zato, da kompenzirata za potencialno gibanje paketa motorja in menjalnika napram izpuhu, pa za udarce, da ne bi slučajno počeli izpušni kolektorji. Stari izpuh ima tu dosti širšo razdaljo med obema cevema. To je zato, ker ko je bil na tem avtu avtomatik, pride njegov karter tako široko. Zdaj pa pač, ko ni avtomatika, si lahko privoščim to cev narediti skoraj ravno in tudi tu prišparam neke dolžine, nekaj teže. V tej verziji izpuha sem se odločil, da bo na sredini velik lonec in ne na koncu, ker na ta način, ko skrajšaš dolžino cevi do bilo kakšnega resonatorja ali lonca, zmanjšaš šanso, da pulzi pridejo v svojo resonanco in zmanjšaš šanso, da hrešči izpuh. Zdaj, ta izpuh je bil narejen v enem večeru. Zborno sem bila včeraj do 4:30 zjutraj v garaži, da sem uspel narezati, cviti in fitati te cevi. Danes zjutraj sem jih zavaril, tako da ni lih najlepši izdelek, ampak bo deloval, mislim, bo opravljal svojo funkcijo. Na sredi je en čim večji lonec. Ta lonec je zato, da nekoliko zniža ton avta. Načeloma večji ko je lonec, nižji je ton in to hočemo sploh pa pri V8 avtu. Za njim sta dva nosilca, kot sta bila na to traverzo, ker je ven ščupalo M8 navoje, pa je moj navojnik za Heli-Coyle Hin, sem dal kar M10 navoje, to se pa auspuh z ravnimi cevmi zaključi pri diferencialu. To je pa še zadnji nosilec, ki pomaga, da pač nekoliko drži na mestu ta izpuh, pa tudi ta in sredinski nosilci se dopolnjujejo, če katerega otrga poškoduje, da pač še vedno držijo izpuh na mestu. Izpuh je zdaj toliko kratek. To je zato, da če pride še kak udarec tu zadaj, ne more poškodovati izpuha. Pa tudi fora je v tem, da zdaj je tukaj 80 centi krajši izpuh. To pomeni, da smo 1,60 m cevi prešparali in skupaj z krajšim levim runnerjem
Pa s to razliko v cevi je tudi izpuh 5 kg lažji od starega. Prej še pričam, več nego ja. V glavnem, za vse tiste, ko pa hočete vedeti prav specifikacije, lonec je dolžine 450, 220 na 180, ni X-pipe, je samo lonec, ki ima 2 perforirani cevi, auspuh je pa od izpušnih kolektorjev do konca 2x70 mm pa pol stena. Teda to je čist dovolj. To uporabljamo auspuh v bistvu od Mercedes Sprinterja narezan na kose, ker je to poceni in na dirkalniku, kot je ta avto, je to itak potrošna roba. Zdaj pa Bor nastopil sem, pa pokazal iz tega kota, iz ovega kota tu stavi kamero, pa pogledamo meni. Recimo, ti špici so zdaj potencijalna nevarnost, da če zaštekam kje v kakem pesku na prikolici, če skočim čez kak pločnik, se bi lahko zakačili. In zato je tudi tukaj kot, da v bistvu gre od te cevi, se zaključki malo dvigujejo, tako da ko dam tu neko ravno stvar spodaj, je v bistvu zaključek, ta špic, vedno dosti višji od tega dela, ki bi mogel pač leteti, če se stvari, če na kaj nasedem. Zato so pa tukaj tudi te ploščice, spredaj in zadaj, spredaj so malo močnejše, zadaj malo manjše, isto za potencijalno nakladanje, nenakladanje in pa skakanje čez kakšne, pa upam, da ne, pločnike in podobne stvari, da ne zakačimo lonca, pa da ne odlomimo vara. Pazi voiceover, ta video bomo zaključili z potjo na Češko in sobotnim dogajanjem tam. Tega tripa sem se ful veselil, zato ker gremo daleč stran od doma, spoznati sceno, kjer ne poznamo nikogar od voznikov, niti nikogar od organizatorjev. Pričaka nas ena najbolj sketchy prog, kar sem jih kadarkoli videl in vozil, pa tudi en kup zanimivih avtov, valjda pa v hotel pridemo ob 2:30 zjutraj, kot nam je zdaj že v navadi. Kaj je problem? Pa ne šljakaj je. V glavnem fora je, da ta hotel je očitno, ali motel, hotel. Self-check-in. Deutsch, Javohl. Ja. Evo, danes smo tukaj v Liberecu, ne. Liberec je na severu Češke in danes bomo driftali po cesti za shopping centrom, kjer nam bo ekipa od Drift Corporationa pripravila progo za driftanje. Ampak, ker smo bili 600 km na cesti, smo se odločili, da preden gremo na prijavo, še na hitro splahniti avto in zdaj hitim pobrisati avto, ker sonce že nabija, voda in prah se pa hitro sušita na črni karoseriji, pa se pa vsi fleki vidijo. Okay. Danes smo samo mi trije, Borna, jaz pa Klaudija, tako da upam, da bo to dovolj manpowerja, zato da menedžamo ta avto. Danes je sobota in danes ni driftanja, danes je samo prijava, tehnični, parada, zvečer je nek meet in pol je zvečer še after party. Znači, za danes imaš dovoljno manpowera. After party, Borna after. Meni je dosta aftera v životu. English. Yes. Here is something about our competition. It's about some destroying, kill somebody. It's your fault. If you kill somebody, it's your fault. Evo, tako izgleda z te strani proga in je šešenje tam zadaj in driftalo se bo tu gor, pa čez ta parking. Tu bojo verjetno sodniki, ful je prostora za publiko. Me zanima, če bojo tudi koga spustili na streho, bo pa definitivno zanimivo mesto za delati posnetke skozi vsa ta razna vrata. Pa upam, da katera pustijo odprta, vsaj za fotografe, ne. Tudi ekipa se je dosti potrudila s pripravo proge, zmetali so ven en kup pločnikov, pa naredili malo več širine, zato da bo pač tu lažje preleteti, ne vemo še ali levo ali desno od kandelabra sem. Zdaj asfalt je pa tak, ne. Tak asfalt sem že videl, pa se ni dosti dobro išlo, ker je obraba gum ful visoka, gripa pa ni kaj dosti. Več razlogov je za to, obraba gum je visoka, enostavno zato, ker so ti kamni ful ostri, sami po sebi, plus tega imajo ful luknj med sabo, ne. To pomeni, da je guma neenakomerno obremenjena, pa še ful je tega loose materijala med njimi. Ovo je krenulo prije nego što je trebalo krenuti. To je začetek parade, nismo še pripasani, Borna je zadaj, ne. Oba, tretja je mogoče dolga za to vinek.
vidiš, avto ti nije da bravo, ti sa fucking Škodom. Še pa samo. Všeč mi je to, da smo registrirali E36. Da. Prav se gremo na avtocesto, tako da se ti držimo, malo pač. Ne držim. Ti pa zakaj nimaš pasta? Zadnji je nekje. Nice! Ovo je full street legal, ej! Ja. Nema problema, pretrkat će auto na cesti. Pre smiješno se onako cijeli dio kolone izgubi. Ispred nas. Ono, vrte se po gradu, traže se. Da radio. Ono, zaustavi nas neka totalno 15. patrola, ono. Pa ti njemu objasni da si ti dio ovoga. To je hiter walk-by vseh avtov, od JZ Supre do JZ S13 do Turbo M50 setupov. Vsega mogočega je na štartu. Avti so podobni takim, ko jih poznamo od doma, tudi 3.0 svapa na E30, razni V8, 2.8 in Turbo 46 so valjda pogosti, LS E30, ta rumen kompakt ima E39 zadnjo podvozje, poganja ga 3.0 turbo motor, vmes je valjda tudi moj avto, V8 46, V8 46 kompakt, JZ S14, v glavnem standard drift program za evropsko sceno. Avti so valjda različnih kalibrov, od misailov do resnih drift buildov. Ide! Dobro je da ne ide za nama. Straight in jail. Točno iza. Da, doslovno. Evo, prodajo tudi merch. Ta video zaključujemo z izhodom iz garaže. Nekaj konkurence še fali, ker vozijo Race the Streets event v češkem Tešinu. Jutri bo pa ta garaža polna tako publike kot konkurentov. Pripravljeni smo za tekmovanje v nedeljo na ekstra sketchy progi med vozniki, katerih ne poznamo. Na srečo pa znamo driftati, uživamo v driftu in komaj čakamo na tekmovanje. Upam, da ste se vsi iz tega videa tudi kaj naučili, kar se tiče priprave avta. Hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.